se lahko mogoče malo premaknemo še nazaj, ne? Ker omenil sem na začetku, da si pač eden od 3 Slovencev, ki so ostali na odru svetovnega prvenstva. Ne? In 2015... Ne, MSI se mi zdi. 2? Mislim, da je bil Nemesis, Miki, pa... Nemesis je bil na svetu. Ja, on je bil na polfinalu, ne? Ja, 2-krat mislim, da so. Polfinale so bili, jaz sem se bil Easy Bracket, bi rekel, da pa z Broxa tam je fucking prišel polfinale, še bi sežil. To je bil res heavy carry. Broxa je to... Ampak ja... Nisem veš to go. Ja, se to. Kada bo gledal to? A lahko mogoče malo omeniš ta stint tvoj s Fnaticom, kako se je sploh začelo, kako si ti prišel noter, ker scena je bila takrat precej drugačna, precej, je bolj pomenil, koga si poznal, kot kdo je agencija za tabo. To je še to bolj zdaj, bi rekel. Zdaj se vidi, da takrat je bilo ful koki, ta je ful dober, gremo ga vzeti, zdaj pa ful uno. A poznaš tega modela? Ne, okej, ja biš to. Zdaj se mi zdi, da je ful bolj pomemben poznanje, ne. Ker če gledaš, jaz bi rekel, da saj tako, ne vem, 10-20% let's playerjev so dosti frauds, še vedno bi rekel danes. Tako da so res kar very bad v primerjavi s kakšnimi temi ruki, ki so, ne, samo mogoče pač imajo poznanstva, imajo mogoče kaj še mi odprej pa to in se mi zdi, da to ful nerealno veliko pomeni. Drugače pa kako sem pa za Fnatic, ne vem, to je bilo dosti tako random. Pač fora je bila, da to je bilo lih takrat, ko sem začel malo igrati za te tuje ekipe, a ne, ker nisem več bil toliko v Sloveniji. In je bila fora, da sem igral, nekimi Nemci sem igral, pač vi smo 4 se mi zdi. V solo queue ali dejanski tim? Ne, pač prav, mislim, rekel sem mi, če bi pač igral malo skobe ekipi pa to, oziroma, zdaj se mi da bilo tako, ali se mogoče ne spomnim se, ali sem eno prejšnjo ekipo, prej ne vem, sam basically sem igral s temi 4 Nemci in pol je support šel in mi je po nekem času rekel, če je pač joinal v nek drug tim, a ne, spet v bistvu 4 Nemci, pa sem rekel, da je sure why not in pol pa fora, da je takrat jungler ali nekdo je nekaj rekel, da se meni kao s Fnaticom, ne, da bi kao nek academy team imel pa to. In je pač delovali je valjda full promising in pol eventually kao ja bomo Fnatic, ne, ta Fnatic Academy, sicer nisem nam nekaj zares plačeval pa to vse, ne, pač ne, dal se na kaj ne imeli. Ti si bil dejansko main v Fnatic Academyju? Ja, pač bismo glavna ekipa. Vorel bismo takrat v Academyju in Polis je rekel tale, ne, manager ali whatever, da rabijo sabe in da bojo pač videli, koga bojo vzeli za sabo in se pač vzeli mene. Pa meni so vzeli še mida, sem drugače primerili so hoteli sam mene imeti za saba. Ne vem, če lik zato, ker bi bil to dobro. Mislim, pravili sem bil najboljši v tej Academy ekipi, sem fora je pa bila, da so bolj hoteli imeti sabo, zato ker jih je rad prosili, da imajo saba. Pa onda to tudi ni razlog, zakaj sem sploh potoval z njimi anyway. Torej ker oni so bili takoga hunija. Token sub. Sicer meni je bil huni tako very, ne vem, pravi je eden izmed najbolj overrated playerjev ever v Evropi, sam le je bi ga tako je. Pač, to so časi Huni, Reignover, Febiven, Steelback / Reckless, pa pol ta Yellowstar. Ja, to je res legendarna. Mislim, Huni je bil znan kot, kaj, Riven, Ma ne vem, meni je bilo sad gledati to, ker se mi zdi, da je Reignover toliko hardcarryil 90% iger, koliko so pa govorili Huni, medtem ker model pač. Na kak način bi rekel, da je carryil? Ker če se prav spomnim, on je bil basically Rengar, one trick. Ne, on je igral vse, pa on je pač vsak game, ki je igral, on je bil pač enabler, on je bil enabler. Ja, on je enabler vse, vsak game je bil jungle gap, ki je on pač igral. Brez njega bi bil Fnatic Life, ne bi bil 18-nič. Po mojem, da bi bil tako nek middle of the pack team. Oh, ja, I remember. Sicer ne, sej, Yellowstar rekla sta bila ful dobra, pa Febiven je bil takrat tudi kar v redu. Sem se mi zdi, da Febiven pa Huni je ful pomagal to, da jim je pač Reignover zmeri zmagal lane, ne. Se mi zdi, da ima to ful pomagal. Pa če ne bilo Reignover, je po mojem, da on je ful bil samo okrog botlane igral, ker pač rekla si bil that time daleč najboljši ADC po mojem v EU. Pa Yellowstar tudi daleč najboljši support, tako da se mi zdi, da so imeli še vedno vsaj to, ne. A sta bila v bistvu najboljši zaradi mete, ki ste ga igrali, ker mislim, da Yellowstar je bil Beacon Any Ma to ne vem, to nimam pojma, ker ne poznam dosti dobro playerjev, da bi jih vedno metal, sem zdi se mi, da pač early days je pač rekla zvedno bil pravi najboljši ADC, ne. Si kdo je bil pa sploh takrat, vem, da so bili po finalu bil še Origin, sploh ne vem, kdo je bil AD carry. Origin je bil Niles. Niels, oziroma danes je Sven. On je bil dober. Origin se bil tudi v redu, se mi zdi, da pač zmeri reka se bil takrat. Ampak kdo je bil pa tretji, to se sploh ne spomnim. Mogoče kakšen SK z Forgiven. On je bil 2014. To je bilo kasneje. A so bili to, a je bil to celo, a je bil takrat še CLJ-u? Ne, oni so v 2013, niso več ostali. Bil je nek super hot crew takrat. Samo oni so neos relegation. Ne, vem, kjer ali bo sploh se ne spomnim, tako pa veš. Gambit je še takrat že v kurac, ni bilo več teh 5 Rusov, ki so jih imeli. Dejansko nimam pojma, kjer je sploh ne vem, kdo so bili ta tretji. Ampak Fnatic Origin pa še ena ekipa, sem imam blage, mogoče SK, še kakšen drug roster, ne vem.